Pozdravljeni. Dober dan vsem skupaj. Mislim, da se slišimo. Lep pozdrav v imenu Mladinske knjige založbe, izobraževalnega založništva, kjer gradimo podobo odličnih učbenikov. Letos smo za vas pripravili že sklop novih tematskih del, ki se nadgrajujejo sedaj v likovnem učbeniku za 6. razred. Nekaj me je prekinilo, ampak mislim, da smo zdaj nazaj. Torej, spoštovani likovni pedagogi, pozdravljeni širom po Sloveniji, zelo smo veseli, da lahko spet gostimo našo avtorico, dr. Bejo Tomšič Amon iz Pedagoške fakultete v Ljubljani, našo znano, priznano avtorico, ki je naredila tako sklop za drugo triletje kot tretjo triletje učbenikov v osnovni šoli, tudi za srednjo šolo moramo reči, da imamo likovno snovanje, prav tako pa imamo tudi za predšolsko vzgojo priročnik. Danes bi torej se pogovarjali o učbeniku Likovna umetnost 6, ki je tako kot vsi ostali razdeljen v 2 tematska sklopa, znotraj katerih imamo pa vse tiste vsebine, ki so predpisane iz standardov znanj in učnega načrta. Kar so še aktualnosti, bom dodala na koncu tega prispevka, zdaj bi pa prosila našo avtorico, dr. Bejo Tomšič Amon, in ji predajam besedo. Najlepša hvala, lep pozdrav vsem, ki ste se udeležili te predstavitve. Mene zelo veseli, da ko pridemo do konca z nekim tako rekoč delom, lahko to predstavimo in da v bistvu samo trenutek in da v bistvu imamo možnost, da vidite, na kakšen način smo v bistvu na Mladinski knjigi zdaj zasnovali ta zadnjega učbenika, ki nekako nam je manjkal, da imamo v bistvu komplet za drugo pa za tretjo triado. Naslovnica učbenika, kot vidite, je zelo pisana in na nek način tudi natanuje vsebine, ki so v učbeniku. Na prvi strani rada bi vam pokazala v bistvu kazalo, zaradi tega, ker vi poznate učni načrt in veste, da predvsem v 6. razredu so bile narejene v zadnjih letih velike spremembe. Vsekakor pa ostajamo pri organizaciji, ki jo narekuje učni načrt, tako da tukaj vidite, da se natančno povzamemo cilje, ki so trenutno v učnem načrtu za 6. razred. Torej, učbenik je razdeljen na oblikovanje na ploski in oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru. Oblikovanje na ploski smo se odločili predvsem zaradi vsebin v učnem načrtu, da združimo risanje in slikanje, ker so vsebine, ki se prekrivajo, in tukaj je kar nekaj vsebin, ki so mogoče včasih težke za razložiti. Mi smo poskusili to narediti na zelo kratek način in kot vedno z veliko zelo jasnega slikovnega gradiva. Ker mislim, da v bistvu slikovno gradivo je tisto, kar na nek način z opazovanjem razvija likovni jezik. Verbalni jezik pa zelo težko se poistoveti oziroma pove natančno tisto, kar želimo povedati. Tako kot pravijo, vsaka slika velikokrat pove veliko več kot 1000 besed in recimo v primeru učbenikih, ki seveda, kot veste, so organizirani za število ur, ki jih imamo, za možnosti, ki jih ponuja pouk trenutno, tako da se dejansko poskušamo izhajati iz
realnosti razreda. Torej, učbenik je učbenik za učitelja, učbenik za učenca. Ne želimo, da bi to bil ena ekspertna knjiga o likovni teoriji oziroma o likovni umetnosti, ampak da bi bila res v pomoč učiteljem, ki velikokrat, oziroma se tudi jaz strinjam s tem, imajo po pravilih veliko vsebin za obravnavati, ur pa zelo malo. In ker verjetno to se ne bo v kratkem spremenilo, poskušamo tudi na tak način pomagati, da bi bil pouk boljši, bolj pester in da bi predvsem učitelji imeli neko izhodišče, s katerim bi lahko delali. Tako da mi smo združili risanje in slikanje in znotraj tega imamo likovne spremenljivke, ki veste, da je v bistvu kar težka vsebina, obravnavamo vsako posebej, teksturo, število, gostota, velikost, smer, položaj, teža. In pa bo pokazala nekaj takih splošnih strani, potem pa, ker besedo kompozicijo v 6. razredu naj še ne bi uporabljali, govorimo o sestavljanju, risbe in slike in potem vsebine predvsem iz področja slikarstva, barve, barvni krog, komplementarni kontrast in svetlost in barvni odtenki, ki so osnovne vsebine, potem pa seveda kolaž, pa še ena tematika, ki se zelo povezuje s področjem grafike in grafičnega oblikovanja, ki se zdaj pojavlja, in sicer proces abstrahiranja pa ornament. In temu smo dali tudi veliko težo. Potem pa sledimo vrstnem redu v učnem načrtu, ampak jaz bi zdaj preskočila še na tipografijo pa logotip, ki so v bistvu zelo povezani z vsebinami iz grafičnega oblikovanja. Beja, a bi prosim šli na kazalo, lahko, če premakneš, prosim. Ja, ni na kazalu. Jaz jo imam na kazalu, zato... Na naših ekranih ni, tudi eden izmed udeležencev je to zapisal. A rabimo kakšno pomoč, mogoče Simona Mladinska? Ja, gospa Beja, mogoče še enkrat pritisnite share screen pa izberite vašo diaprojekcijo. Stop share screen. Smo tukaj. Zdaj pa poskusite na kazalo pa naprej. Super, zdaj pa gre. Zdaj se vidi, tam ni na diaprojekciji. Pustimo tako. Lahko tudi diaprojekcijo izberete, ja. A se zdaj vidi? Ne, zdaj ni. Zdaj se vidi kazalo. Zdaj se vidi kazalo? Ja, vidi se. Potem pa... Bo šlo naprej. Kar nadaljujte tako. Ja, kar naprej gremo. Potem jaz sem pa tukaj ostala pri grafičnem oblikovanju, visoki tisk. Veste, da je linorez tudi ena od takih tematik, ki se jo vsi spomnimo iz osnovne šole in je ravno v 6. razredu se obravnava. Potem pa likovni motivi, žanr in v bistvu to je ta zadnji v tem sklopu predstavitve likovnih motivov. Pa moram reči, da v tem učbeniku smo dali tudi veliko, recimo, težo IKT pri oblikovanju na ploskvi in tudi pri oblikovanju v prostoru. Ker veste, da je to eno od navodil znotraj učnega načrta in velikokrat se tega poslužujemo ali pa ne. Je pa res, da je to na nek način sredstvo in da izrazno sredstvo oziroma sredstvo za izražanje in da se da veliko nalog kar na
tak način tudi izpeljati. Potem pa je oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru, kjer imamo nekaj vsebin iz kiparstva, polna votla plastika, velika monumentalna plastika, spominska plastika, pa potem še eno področje, ki je tukaj novo, tako kot je grafično oblikovanje, je tukaj industrijsko oblikovanje v primerjavi z domačo obrtjo. Kar se tiče arhitekture, pa potem se ukvarjamo z materiali, s teksturo in barvo, opremo in seveda posebno poglavje spet za IKT v tridimenzionalnem prostoru. A je šlo zdaj naprej? Zdaj je v redu, gremo kar na poglavja. Ja, se pravi, zdaj sem premaknila oblikovanje v dvodimenzionalnem prostoru. V redu? Likovne spremenljivke, se vidi prav? Ne. Ne, spet bo potrebno, mogoče še enkrat dajte share screen, pa izberite na novo. Ja, se ne vidi, smo slišali. Žal nekaj nagaja. Kaj pa, če pustimo tako? Ja, lahko. Gremo s prvim poglavjem. Dobro, gremo na tak način naprej. Tako, prosim. Da ne izgubljamo časa s temi tehničnimi zadevami, ker mislim, da v bistvu ne bo takih težav, ker so strani postavljene skupaj, tako da nobeno besedilo ne bo skočilo čez strani. In sicer, recimo, tukaj imate dve strani, tako da vidite, na kakšen način so obravnavanje likovne spremenljivke, vsaka po vrstnem redu. Bi opozorila, da v bistvu so zelo na kratko opisane, ampak smo poskusili najti zelo, zelo jasne primere, tako da iz primerov je absolutno verljiv ta stavek ali pa dva, ki opisuje vsako spremenljivko. Kot pri učbenikih, pri drugih učbenikih imamo našo ikonico in naloge oziroma namige za učence, ponavadi na spodnjem delu strani, naprimer primerjaj slike slikarja Miroja in na kakšen način, koliko elementov, ker gre že za število, je na vsaki sliki potem upodobil. Učni načrt pa ima še eno zanimivost, da skozi besedilo boste našli tudi pri namigih nekaj naslovov, kjer se lahko gledate videofilme o znanih slikarjih, predvsem glede na problematiko, ki jo imamo z uporabo besedila oziroma slikovnega gradiva iz slovenskega prostora, potem pa smo ponudili še to možnost, da pregledamo delo določenih zelo pomembnih slovenskih slikarjev in da tiste vsebine, ki se obravnavajo hkrati, se lahko tudi pogledajo na videoposnetkih. Tukaj imate še en primer dveh spremenljivk, teža pa velikost, tako da na tak način, zelo kratkimi opisi in z namigi, so sestavljene vse vsebine, kar se tiče likovnih spremenljivk. Potem pa, ko govorimo o kompoziciji oziroma o sestavljanju risbe in slike, veste, da imamo simetrično, asimetrično ravnovesje kot vsebine, pomembne vsebine znotraj učnega načrta in tudi na tak način smo predstavimo z določenimi shemami in hkrati z določenimi umetninami, ki nam zelo, zelo jasno kažejo te vsebine. Pardon. Potem pa komplementarni kontrast je še ena od pomembnih vsebin, ki jih srečajo v 6. razredu. Pri komplementarnem kontrastu seveda je ena
kratka definicija, kaj komplementaren kontrast je, in potem me zelo zanima, to bi zelo rada recimo ohranila tam, kjer je možno, naprimer imeti primere, kjer imamo komplementarne pare, 3 primere, te klasični pari, ampak recimo, da učenci lahko povezujejo to z vsebinami iz drugih predmetov in recimo tukaj imate naprimer živali, ptice, na katerih se kažejo enake vrste kontrastov. Tako da v bistvu pokažemo, da praktično izhajamo ne samo pri celi teoriji o barvah, ki je tudi vključena med drugimi strani, ker to so samo neke tipske strani, ampak da se tudi dogajajo te stvari v naravi in da predvsem jih vodijo k temu, da jih prepoznajo. Potem pa ena vsebina je kolaž kot likovna tehnika, odkot izhaja in nekaj primerov kolažov. Seveda tukaj imamo primere kolažov, ki jih lahko učenci uporabijo kot izhodišče za likovne naloge in kot je logično, imamo tudi kolaže velikih avtorjev, predvsem pa recimo v tem primeru Picassa. Potem pa po učnem načrtu gremo takoj na grafično in grafično oblikovanje. Visoki tisk oziroma linorez je vsebina, ki jo obravnavamo v 6. razredu in predvsem glede na to, da je grafika eden od kompleksnih področij zaradi tega, ker zahteva en cel proces priprave, dokler pridemo do takih končnih izdelkov. Pri linorezu smo poskusili pokazati, na kakšen način, s kakšnimi orodji, kako se nanaša barva in potem kako se odtisne en linorez, ker mislim, da je v bistvu, sicer imajo iz visokega tiska nekaj izkušenj, ampak morda je res linorez tisti, ki zahteva malo bolj natančen pregled vsega, kar potrebujejo za izvedno naloge. Še seveda to ni vse, to je samo ena tipska stran, kot sem rekla, tako da imamo še nekaj primerov različnih linorezov in smo tudi, ker v učnem načrtu nekoč je bil tudi barvni linorez in barvni linorez se še vedno izvaja vsaj v krožkih v šoli, tako da je tudi na kratko opisano, kako se barvni linorez, ki je kar kompleksna vsebina, predstavljena v učbeniku. Zdaj pa še ena tematika, ki je zelo pomembna, je proces abstrahiranja, ki včasih dela tudi preglavice učencem, ampak da bi razumeli res ta proces, ampak se nam je zdelo, da tukaj na vsak način je potrebno pokazati, na kakšen način je Picasso prišel do abstrahiranja svojega znanega bika in potem primer abstrahiranja, ki ga lahko izvedemo oziroma ki je, mislim, da dovolj jasen, na kakšen način lahko abstrahiramo kakšno drugo obliko. Še ena vsebina, ki se v bistvu obravnava samo v 6. razredu, je ornament. Ornament je, si predstavljate, zelo, ne bom rekla zahtevna vsebina, je pa zelo široka, ker se nanaša na vsa področja. Kot vidite, tukaj imamo ornament v keramiki, imamo ornament v miniaturah, ornament v tkalstvu, ornament v tatujih oziroma ki so danes seveda recimo neka sodobna vrsta izražanja ali pa slikanje telesa.
So še nekateri primeri vmes, ampak ornamenti pa so tudi nekako razloženi po vsebinah, živalski ornament, človeški ornament, ker tukaj vidite človeške figure, kombinirani ornamenti, vmes pa so še druge oblike, predvsem kako so postavljeni, horizontalno, vertikalno, kako se ponavljajo, kjer je simetrija in cela analiza ornamenta. Ornament pa se tudi pojavlja v arhitekturi in recimo to je neka dodatna vsebina, ki sicer v učnem načrtu ni posebej označena, ampak morda je ena od teh pomanjkljivosti, da v bistvu govorimo o ornamentu in je zelo težko potem opredeliti, kje vse ornament je. Tukaj imate primere iz našega prostora, recimo iz Aquileje, pa tudi iz Ljubljane, ali pa imate recimo rusko hišo, gotsko katedralo, Ravena in mozaiki. Tako da mislim, da je kar pester pregled različnih ornamentov. Zatem pa se ukvarjamo s tipografijo. To je sicer druga stran, zato ker na prvi strani tipografija jim razložimo, na kakšen način nastajajo črke, kakšne oblike so tiste, ki imajo serif, ki nimajo serif in seveda nekaj primerov, kako lahko nastajajo nove vrste črk, kar se lahko povezuje z nalogami v šoli. Potem pa še ena vsebina povezana z grafičnim oblikovanjem je logotip, se pravi taki vrst recimo grafičnega izdelka, kjer predvsem se poudarjajo črke iz naslovov, tako da je kar nekaj primerov logotipov. Potem pa likovni motiv pri risbi, pri sliki in pri grafiki in v tem primeru pa žanr. Žanr iz različnih zgodovinskih obdobij, tako da je jasno, da so praktično kar dober del zgodovine umetnosti se ukvarjali z žanrom kot motivom. Pri IKT-ju, kot sem rekla, ki je na koncu vsakega velikega poglavja, predstavimo v 6. razredu sicer zelo osnovne zadeve, ki se dajo seveda narediti v najbolj enostavnem in vsem dosegljivim programskem oziroma programu, se pravi v slikarju. Razloženo je na kakšen način, to je v drugih straneh, ko sem rekla, to je samo tipična stran, kako lahko rišemo, pa kako lahko potem barvamo, izpolnimo površine. To so sicer stvari, ki v 6. razredu marsikateri učenec že pozna. So pa, mislim, da določene zadeve znotraj tega, ki so morda bolj zanimive, recimo na kakšen način, na primer, se igramo s različnimi vrstami simetrije, ponavljamo določene elemente, tukaj imate v bistvu en izrez Van Goghove slike in veliko iger, ki jih lahko kar na računalniku učenci izvedejo. Seveda na računalniku pa lahko tudi pri obdelavi fotografij, lahko dobijo zelo različne učinke ali pa po fotografijah lahko rišejo, dodajajo nekatere elemente, tako da mislim, da recimo naloge bi se lahko, na primer za likovne spremenljivke, bi se lahko recimo znotraj tega okvirja tudi reševali, zato je to, mislim, da kar zajetno predstavljeno v učnem načrtu. Zdaj pa, oziroma v učnem načrtu in v učbeniku, pardon. Zdaj pa, če preskočimo na drugo veliko poglavje, oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru,
prostoru, se pravi kiparstvo in arhitektura. Pri kiparstvu imamo vsebine polna plastika, pa votla plastika in tako kot nastaja, kakšne različne oblike so in v kakšnih različnih materialov se lahko izvajajo polne in votle plastike, kakšna pa je razlika. To je tudi vsebina, ki je včasih tako težka za razložiti. Sami veste, da vsaka votla plastika ni uporabna plastika in v bistvu, da so tukaj tehnološki postopki, ki zahtevajo, da je plastika votla, nima pa uporabno vrednost, tako da je kar iz stališča konceptov vsebina, ki je malce težja za razložiti. Potem pa imamo veliko in monumentalno plastiko, tukaj vmesto 6 strani, kjer imamo primere iz našega okolja, se pravi predstavljeni praktično velike plastike širom po Sloveniji in velike in monumentalne plastike zelo znanih avtorjev, ker se mi tudi to mi je bilo zanimivo, da nekaj avtorjev in nekaj del, ki so zelo recimo zaznamujejo takoj tudi zgodovino umetnosti, recimo kot je Louis Bourgeois ali pa Andy Gromley. Moram reči pa, da sem vesela in to se je zgodilo po naključju, da smo izbrali en likovni primer enega monumentalnega kipa, ki se nahaja v Kijevu. Seveda ne vem, ali je še živ ali pa ni, ampak mogoče lahko recimo, da s tem, da smo predstavili to zadevo, smo tudi predstavili na kakšen način oziroma zelo velike vrednosti in teh eksperimentov, praktično bi rekla, kiparstva v tem danes prostoru, v tem prostoru, ki doživlja take težke zadeve. Potem pa še eno veliko poglavje je industrijsko oblikovanje. Pri industrijskem oblikovanju smo se hoteli tudi predvsem osredotočiti pri recimo enovitih primerov na tipične dele industrijskega oblikovanja, kot so na primer stoli in drugo recimo okrasno uporabno gradivo, in da vsaj učenci slišijo, vidijo napisanega imena velikih industrijskih oblikovalcev. Alessandro Mendini, Alvar Aalto, Philip Stark, pa v primeru moderne Mies van der Rohe. Tako da smo tukaj skrbno izbrali te primere, ki jih mogoče učenci poznajo, zato ker so zelo razširjeni in velikokrat tudi ponarjeni, ampak da vejo, da je to nekdo, industrijski oblikovalec, ki je kot praktično umetniški izdelek od začetka do konca izdelal neko idejo za določene izdelke. Vmes so tudi strani, pri katerih prikažemo različne vrste, predvsem pohištva, ki je seveda tudi danes eden od pomembnih delov industrijskega oblikovanja. Mogoče kakšne druge zadeve bi lahko v kakšnem drugem učnem načrtu, recimo, ker industrijsko oblikovanje se zadeva tudi gospodinjstva, pa še kakšnih drugih predmetov. Seveda mi smo se osredotočili na to, kar je predvsem likovno. V primerjavi z industrijskim oblikovanjem pa je označena oziroma v učnem načrtu omenjena domača obrt in smo poskusili predstavljati
različne vrste domače obrti, ki so tudi v našem prostoru pomembne. Naprimer, seveda lončarstvo, čipkarstvo, slamnikarstvo, tkalstvo, slikanje na keramiki. Tako da se mi zdi, da je to tudi veliki doprinos, zaradi tega, ker doprinos v tem smislu, da domača obrt je bila vedno zapostavljena, je bila kot nekaj nižjega, neke ljudske umetnosti nižjega ranga, in v tem primeru pa je postavljena ob boku z industrijskim oblikovanjem. Potem pa arhitektura. Pri arhitekturi imamo različne vsebine. Ena od teh so materiali v arhitekturi. Materiali, veste, da obravnavajo že v prvi triadi učenci in da je to vsebina, ki je v bistvu kar kompleksna, po mojem mnenju, zaradi tega, ker danes poznamo ogromno materialov v arhitekturi, tako za samo gradnjo, kot za obdelavo površin, tako tal oziroma zidove ali pa strop ali različne kritine. Tako da je, mislim, da vsebina, ki recimo na tak način brez dodatnih navodil, ker jih nimamo v učnem načrtu, se na nek način težko postavimo neko klasifikacijo materialov, po katerih bi bilo za učence jasno govoriti o vseh materialih v arhitekturi in predvsem jih ne zamenjati z materiale, iz katerih oni delajo makete. Oni delajo, to mora biti tukaj zdaj jasno, da v bistvu maketa je model nečesa, kar obstaja, ampak seveda makete ne moremo delati v realnih materialih in veliko, recimo vprašanje merila, naprimer, je nekaj, kar se nam stalno postavlja kot vprašanje, ko govorimo o materialih pri arhitekturi. Zato sem se jaz tukaj odločila, da mogoče najbolj enostaven način, kako predstaviti materiale v arhitekturi, je predstaviti vsebine, ki so v bistvu nekoč bile in ki mislim, da so zelo pomembne za razumevanje načine gradnje in sicer so vrste gradenj. Tako da tukaj imate samo dve strani, seveda skeletno gradnjo, ki je zelo jasna, sem v tej predstavitvi spustila, ampak imamo masivno gradnjo in imamo primere masivne gradnje, kot vidite, nekaj iz tujine, nekaj iz našega prostora, kako se masivna gradnja sestavi. Seveda tukaj bi lahko govorili tudi o kamnu ali o kakšnem drugem materialu, ampak se sestavi po manjših enotah, ki se v bistvu ponavljajo in sestavijo eno celoto, in to je vidno pri Ljubljanskem gradu, v Celju, v Štanjelu in v teh primerih, ki so v tujini. Tako da masivna gradnja je dosti izčrpno predstavljena, potem pa vsebina, ki nam je delala, bom rekla, preglavice, zato ker je bilo marsikdaj nerazumljivo, kaj je ploska gradnja. Ploska gradnja ni gradnja, ki je narejena iz stekla, ampak je gradnja, pri kateri celotni deli, ki so narejeni v nekem drugem prostoru, recimo v tovarni, prihajajo v celoti na gradbišče in se potem sestavljajo v širše enote. Danes pa poznamo seveda prefabricirano gradnjo hiš, ki je zelo pogosta v Sloveniji, in zato se mi je zdelo, da pravilno razumevanje ploske gradnje je nekaj, kar v 6. razredu je potrebno poudariti. Seveda še ena vsebina, ki je zelo zanimiva, ampak tudi zelo široka, je barva in tekstura materialov. Tukaj pa smo poskusili
predstaviti posebnosti takih različnih materialov, ki se uporabljajo tako da gradnjo. Tukaj imate tradicionalno arhitekturo v Jemnu, kjer predvsem uporabljajo zemljo in kamen, potem pa barva, s katero so poživeli stavbo ene osnovne šole v Singapurju, ali pa gradnja in barva in tekstura naravnih materialov in možnosti, ki jih dajejo, tako kot je na primer les, ali pa tako imenovane zelene fasade, ki so tudi danes, ne bom rekla pogoste, ampak so zelo recimo in ekološke, govorijo o trajnostnem razvoju, zato se mi je zdelo, da je zelo pomembno, da to vsaj predstavimo, ali pa seveda beton in mogoče gradnjo, na katero smo danes bolj navajeni v našem prostoru. Še ena vsebina, ki je pomembna, so fasade. Fasade pa seveda, kot veste, skozi celo zgodovino, tukaj bi lahko napisali ne en učbenik, ampak kar nekaj doktoratov, in tukaj smo poskusili tudi zajeti različne vrste fasad. Fasad, kot je tale od Libeskinda, kjer v bistvu je dekonstruktivistična, zelo sodobna arhitektura, kjer se ne igra več z gravitacijo, tako kot se igrajo te druge fasade. Mogoče tukaj v teh primerih je zelo pomembno, da so podnapise, da lahko vidite, v katerih prostorih so take fasade, recimo ploske, barvite, v katerih imamo elementi klasične arhitekture, tudi elemente recimo srednje evropske arhitekture, ali pa elementi iz našega prostora, kot je fasada v Maribor ali pa fasade v Ljubljani. In za konec pa tale že legendarna fasada muzeja v Bilbao od Franka Gerhija, ki je spet en arhitekt, za katerega bi bilo prav, da vsaj slišijo do konca osnovne šole. Potem po teh vsebinah, ki so bolj povezani samo z, bom rekla to, morda na nek način tehnično plat, in imamo med vsebinami opreme zunanjega in notranjega prostora. Tukaj je samo ena tipična stran, kjer pokažemo seveda to, kar verjetno učence tudi zanima, otroška soba in na kakšen način bi si jo lahko uredili, ampak v prejšnjih straneh so v bistvu vsi ključni prostori, dnevna soba, sprejemnica, kuhinja, kopalnice in razprava o tem, kaj je vse, kaj je tipična oprema, kaj je nepogrešljiva oprema v zunanjem prostoru in v notranjem prostoru, in prav tako, kaj je nepogrešljiva oprema v zunanjem prostoru ali pa recimo nadstandardna oprema v zunanjem prostoru. Za konec bi se potem pa zaustavili spet v IKT in oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru, ki včasih izgleda, da seveda lahko učenci uporabljajo absolutno, tako kot imate tukaj primer, različne programe, kot je recimo Floorplan ali pa Google SketchUp, da lahko rišejo tridimenzionalno. Marsikdo od njih to zna že uporabljati in to morda kot izkušnja po naprimer igricah, kjer se uporabljajo ali se gibljejo po tridimenzionalnih prostorih, tako da verjamem, da te vsebine oziroma ta izkušnja prostora tridimenzionalnosti na dvodimenzionalnem ekranu za učence ni nova. Lahko pa seveda
upeljujemo te zadeve v različne naloge, ki mogoče niso tako kompleksna, ampak je eno področje, ki ga v bistvu nimamo dovolj pokritega, po mojem mnenju, v učnem načrtu, lahko pa ga vključimo recimo v tem primeru. In tukaj spodaj imate primer ene makete, se pravi, tale maketa je realna, tridimenzionalna maketa, ampak v notranjosti, kot vidite, so tudi naredili recimo odprtine, pa en prostor, ki zajame dve višine, in skozi eno od open makete smo naredili fotografijo. In kot vidite, v bistvu narejena fotografija na tak način, ker v bistvu okno ponazarja višino gledalca, dobimo v bistvu eno kar prepričljivo sliko notranjega prostora, na kateri lahko potem dodamo recimo opremo zunanjega oziroma v tem primeru notranjega prostora in na tak način prepletamo vsebine iz IKT-ja z vsebinami iz arhitekturnega oblikovanja. Za konec bi rekla še, da seveda ni samo to v 6. razredu pri arhitekturi oziroma pri zunanjem prostoru, lahko nastajajo tudi naloge, pri katerih na primer kombinirate barve, ali pa na primer komplementarni kontrast, ali pa kot v tem primeru simetrija, asimetrično ravnovesje v kompoziciji slik, ki so slike arhitekturnih prostorov. Tako da, ali pa recimo kar opreme zunanjega prostora, kipi postavljeni v zunanjem prostoru, ali pa kakšne druge objekte. Tako da možnosti za povezave je seveda zelo veliko, no, da ne omenim tukaj tudi ornament, poleg barv, tako da mislim, da v tem okviru je možno povezovati veliko teh nalog, ker kot vemo, imamo zelo malo ur, vsebin pa je res veliko. Tako da predvsem je zelo pomembno, da pomagamo in tudi s to predstavitvijo, ko lahko odpremo recimo te možnosti, da nakažemo na vse te povezave, s katerimi z malo bolj kompleksnimi nalogami, tudi z uporabo IKT-ja, sestavimo manjše število nalog, ampak te so pa potem bolj kompleksne in na en način poskušajo poglavljati vsebine, pojme, ki so v učnem načrtu. Tako da to je eden od pomembnih namenov, zato se vedno pri vseh učbenikih, kot veste, in omejimo strani in opišemo namige, tako da pomagamo tako učencem pri pregledu vsebin v učbeniku in učitelju pri planiranju, načrtovanju pouka. Opazili pa smo tudi, upam, da ste to opazili, da je slikovno gradivo kakovostno. Poskusili smo narediti znotraj recimo tudi tega okvirja število strani, ki jih lahko učbenik ima za lahko torbo in tako naprej. Res povzetke takih slikovnih gradiv, ki vam zelo natančno pokažejo, brez recimo šumov, kakšnih drugih elementov, ki bi jih tudi označili na slikah, točno za katere pojme gre. Tako da tukaj je nekaj stalnic, ki se jih držimo, zato ker je to nekako to, v kar verjamemo, oziroma verjamemo, da učbenik mora biti. Tako da sem, bom rekla, vesela
kjer smo še enkrat zaključili še eno delo in da bomo na tak način predvsem zdaj ponudili polne komplete, ki se nadaljujejo, v katerih se ponavljajo oziroma se dela po enakih recimo načelih, kar je verjetno tudi za učitelja pomembno, da usvoji sistem učnega oziroma učbenika po učnem načrtu in da potem je načrtovanje in izvedba pouka veliko lažja. No, z moje strani bi bilo to vse, ne vem, če sem bila prehitra ali pa prekratka. Ne, odlično, hvala lepa. Zelo, mislim, da odlično predstavitev ste imeli zdaj z našo avtorico. Jaz bi tu dodala samo to, učbeniki so res lepi na pogled in to, kar ste že prej slišali, da je zelo pomemben tudi videz. Tukaj tudi višja gramatura papirja, kar daje vedno tisto pravo, živo podobo posamezne slike, fotografije ali karkoli je slikovno upodobljeno. Tako da to je res, mislim, da naša naloga in tudi, da smo uspeli, da smo ti učbenike tako kakovostno pripravili. Z uredniške strani bi dodala še to, da je učbenik v postopku potrditve in da pravzaprav čakamo, pričakujemo, da bomo to dobili v mesecu aprilu, ker je že konec marca. Imamo pa za vas še eno novost. 23. aprila, to je sobota, bomo imeli tako imenovani simpozij za učitelje osnovnih šol v Laškem. To smo imeli vsako leto, zdaj 2 leti sicer ne, ker nas je ta COVID pravzaprav presenetil in se tudi nismo mogli družiti. Letos pa imamo zopet v Laškem to za vse predmete, posebej vas pa danes povabim tukaj, da boste z našo avtorico dr. Bejo Tomšič Amon, skupaj bodo tudi prišli glasbeniki in bomo imeli eno delavniško obliko, hkrati boste lahko tudi povedali še kakšne druge stvari, da bomo razvijali. Predstavitev učbenika bo po moje že fizično, da ga bomo imeli na mizi. Ob tem pa bi dodala še to, da čestitke avtorici, dragi bivši profesorici, moram povedati, ker je priletelo zdaj na ekran. Beja, slišiš? Drugače pa moram povedati, da imamo te dodatke spodaj, kjer učenci preverjajo svoje znanje oziroma so ustvarjalni, iščejo nove navdihe in tako naprej, smo dali nekaj linkov za slovenske ustvarjalce, ker je bil tudi namig strani Zavoda za šolstvo, da umestimo še tudi različne slovenske avtorje, torej na vseh področjih od risanja, slikanja, grafike in tako naprej. In bo do učbeniku še dodani kratki filmi, ki jih še nismo naredili, s QR kodo, ki bi naj nekako predstavljali še tista dela, ki grejo iz oblikovanja v tridimenzionalnem prostoru in so delo slovenskih avtorjev. To pa midve z avtorico še načrtujeva in upam, da bomo tudi to uspeli vsaj do tega našega simpozija in tega likovno-glasbene delavnice, da vam bomo lahko v živo že predstavili kaj več. Toliko z moje strani. Mislim, da smo prišli do konca in hvala za udeležbo, hvala za vse, ki ste prisluhnili naši predstavitvi učbenika. Veliko jih že uporablja, želimo si, da navdušimo še tudi druge, pa da bodo tudi učenci radi imeli na klopi ta naš učbenik. Z naše strani hvala lepa. Če dovoliš, jaz bi se rada zahvalila vsem dobrim željam in lepim sporočilom, ki smo jih dobili na čatu, ki nam že kažejo, da učbenik je tem učiteljem všeč. Tako da mislim, da zato bi jih posebej povabila na delavnico, da v bistvu razširimo te zadeve, da vidijo še na čem delamo z videoposnetki, tako da vam obljubim, da bo še bolj bogata izkušnja in še se enkrat zelo zahvaljujem za lepe besede tudi svojih višjih študentov. Meni se tako, ko mi piše.
draga bivša profesorca. Ja, resnično. Kar toplo. Hvala, draga Bea. Tudi z naše strani Mladinske knjige res hvala za izčrpno in nazorno predstavitev in da so zadovoljni učitelji, to se pravi naši uporabniki. Mi se pa bomo seveda trudili, da bomo ustregli vsem vašim željam. Dnevne priprave, ki bodo sledile, bodo pa prišle konec junija ali pa julija, toliko da veste. Tudi za to bomo poskrbeli, tako da bo, temu se reče, celostni didaktični komplet. Ja, torej hvala lepa, zdaj pa mislim, da lahko zaključiva, a ne? Ja, torej hvala lepa za udeležbo, lep večer še naprej in se vidimo v Laškem 23. aprila. Srečno!